Dober dan. V današnjem ekonomskem kotičku bomo govorili o Euriboru. Euribor je obrestna mera, po kateri si banke v območju evra med seboj posojajo denar. Trenutno je vrednost Euribora najnižja v zgodovini evra in znaša 0,351 odstotka. Kaj je Euribor? Za boljšo ponazoritev si poglejmo primer. Če si v banki želite sposoditi 1000 evrov, vam bo banka posodila želeni znesek, ampak vrniti ji boste morali glavnico, torej 1000 evrov in obresti. Obresti pa so sestavljene iz Euribora, vrednosti, po kateri si banke med seboj izposojajo denar, in bančnega pribitka, kar je zaslužek banke. Kot smo že rekli, ima Euribor najnižjo vrednost v zgodovini evra. 23. novembra 2012 je znašal 0,351 odstotka, kar seveda za imetnike kreditov pomeni, da se jim je kreditni obrok zmanjšal. Slovenski kreditojemalci se lahko odločijo, da se jim kreditni znesek usklajuje z Euriborom na 3, 6 ali 12 mesecev. Na spletni strani euribor-rates.eu si lahko pogledate dnevne vrednosti Euribora. Kot je razvidno s slike, je Euribor v zadnjih 13 letih že presegel mejo 5 odstotkov. V povprečju pa je v tem obdobju vrednost Euribora znašala približno 3,25 odstotka. Kot lahko razvidimo s slike, so trenutne vrednosti zares rekordno nizke in jih zato raje pojmujmo kot izjemo in ne pravilo. Čeprav so nizke obrestne mere dobra novica za kreditojemalce, to s seboj prinaša tudi nekaj pasti. V prvi vrsti naj bodo pozorni predvsem novi jemalci kreditov, saj se pribitki oziroma marže bank vztrajno povečujejo. Če je bilo še pred časom enostavno dobiti pri stanovanjskem kreditu pribitek v višini 1,75 odstotka ali celo manj, je to sedaj skoraj nemogoče. Zaradi nizkega Euribora se namreč bančni pribitki povečujejo in je razmeroma težko dobiti pribitek, ki je nižji od 2,5 odstotka. Euribor se bo v naslednjih letih zagotovo poviševal in takrat bo tudi kreditni obrok dražji. Euribor se tako kot vse drugo na finančnih trgih giblje v ciklih. In tako bo tudi tokrat. Kdaj se bo to zgodilo, je natančno nemogoče napovedati. Je pa veliko lažje točno napovedati, da se imetniki dolgoročnih kreditov, kot so denimo stanovanjski krediti, ne bodo mogli izogniti tem ciklom in jih bo povišanje Euribora prej ali slej udarilo po žepu. Za primer vzemimo situacijo Eve, ki je najela 80 000 evrov kredita za obdobje 20 let s 6-mesečnim Euriborom in bančnim pribitkom v višini 2,5 odstotka.
Če predpostavimo, da se šestmesečni Euribor poviša za 3 odstotne točke s trenutnih 0,351 odstotka na 3,351 odstotka, kar je tudi blizu dolgoročnega povprečja Euribora, bi se mesečni obrok po naših izračunih povišal za slabih 30 odstotkov. Namesto trenutnih 437 evrov bi morala odplačevati 566 evrov mesečnega obroka. Na letni ravni bi to pomenilo slabih 1548 evrov več. Zato jemalcem kreditov svetujemo, naj pri najemu kredita upoštevajo, da se bo v prihodnosti Euribor zagotovo povečal. Posledično bo kreditni obrok v prihodnje višji kot sedaj, zato naj se ne zadolžijo do skrajne meje svojih finančnih zmožnosti, ampak naj si pustijo nekaj varnostne rezerve, da bodo kreditni obrok odplačevali lažje, ko bo Euribor spet narasel.